Ja, res je, da smo dosegli novo zmago, to je 6. zapored, ampak teh vseh 6 zmag se v tem trenutku briše in naslednja tekma je verjetno najpomembnejša na tem evropskem prvenstvu in če dobimo četrtfinale, bomo šli v borbo za medalje, če ga izgubimo, gremo od 5 do 8, ampak jaz verjamem, da bomo to tekmo ponovno dobili in se, mislim, da zasluženo uvrstili v polfinalni boj za medalje. Ste pričakovali po teh 6 tekmah skoraj 6-0? Odkrito rečeno ne, jaz sem mislil, da bo to nekaj, vedel sem, da bo tesne končnice, ampak vidim, da očitno je ta mesec naš in da imamo nekaj, v bistvu so bile vseh 5 tekem, razen z Italijani, so bile napete tesne in vseh 5 končnic smo znali pripeljati do konca in le upamo lahko, da bo tudi prihodnje tako. Kaj ste se v teh 6 tekmah naučili? Kot ekipa pa kot vi sami osebno? Ja, prvo kot ekipa moram reči, da smo bliže pred evropskim prvenstvom prava klapa, kot še mislim, da nikoli, odkar sem jaz v reprezentanci. Zdaj pa po teh 6 zmagah se je to samo še dodatno ohrabrilo. Dihamo en za drugega, kot vidite, se bodrimo. Morda jaz kažem preveč nervoze na posameznih delih tekme, ampak to je vse z enim namenom, da igralce spodbujam in oni to vejo, mi ne zamerijo in to nas za zdaj vozi do cilja. Kakšno vlogo je predvsem temu odigral, oziroma jo igra še vedno selektor Zmago Sagadin? Ja, Zmago še vseeno, kot vidite, nas bodri, tudi se jezi vse skozi na nas, za vsako minimalno napako nam reče tudi slabe stvari, ampak ko ste videli, zadnji napad smo zadeli trojko in 7 sekund do konca, nam ni več nič pomenilo, niti njim, vedno se je, da bo tekma se končala v naš korist, da Španci mislim, da izpadejo in Zmago je vsekakor rekel, da mi moramo ta napad obraniti, pokazati karakter in ponovno smo pokazali, da smo pravi ekipa. Sta Zmagom Sagadinom oziroma reprezentanti še nablebili ta vajen odnos, ki ste ga v bistvu prej v klubu gradili? Jo, vsekakor. Dokaz tega je, da me je postavil za kapetana ekipe in vsekakor mi še vseeno daje na svete. Jaz sem mlad igralec, on je izkušen trener, ki je dal vse, kar se da skozi v trenerski karieri in jaz sem še na začetku in ga samo poslušam in probam uresničiti njegove nasvete. Ste se igralci v teh dneh pogovarjali, koga za nasprotniku četrtfinala, bila je opcija Rusi, Grki, zdaj Francozi? Ne, mi se nismo z nobene obremenjevali, kajti mi se zavedamo, da če hoče do konca, mora zmagati vsakega, to je bodisi Srbija, Francija, Grčija, Rusija, Ukrajina, bilo kdo in mislim, da smo se bomo konkretno pripravili na nasprotnika in upam, da boči podpore navijačev ponovno slavili zmago. Navijači v Domžalah so naredili izjemno vzdušje. Ja, danes je bilo, mislim, da res peklensko za Špance, čeprav so oni tega navajeni iz njihove lige, ampak mislim, da v tej, bom rekel, mali dvorani je bilo danes ogromno gledalcev in samo upam lahko, da bo podobno v Stožicah in bomo skupaj z njimi slavili še 7. zaporedno zmago. Je bilo prvenske emocij, jasno je, da je bila to v bistvu zadnja tekma pred domžalsko publiko? Ja, vsekakor, ta dvorana mi bo zavedno ostalo v spominu, tukaj sem bil mladinski državni prvak, odigral verjetno tekmo kariere, ki ne bom ponovil. Konec konca zmagal 6 zaporednih zmag na evropskem prvenstvu, kar še v tej ekipi ni nikomur uspelo. Mislim, da vsi skupaj nismo zbrali 6 zmag na vseh evropskih prvenstvih in ja, vsekakor je to neka dvorana s tradicijo, ki diha z igralci in mislim, da je prav, da je bilo ta dogodek tukaj v Domžalah. Zdaj se 2 dni spremljal Velimir Perasović, ste vedeli to? Ja, odkrito rečeno nisem vedel pred včerajšnjo tekmo, ampak oče mi je povedal, da ga je videl na tribuni in ni skrivnost, da se tudi pa mesta zanima zame, ampak kot sem rekel, da prvo želim ostati blizu domu in da dobim priložnost na še višjem nivoju, kot sem zdaj bil. Kdaj bi lahko utegnilo bilo, da je znano kaj več o vašem nadaljevanju kariere? Ja, kot sem rekel, zdaj v času Evropskega prvenstva se ne obremenjujem s tem, vsekakor se slišim z menedžerjem, ampak odkrito rečeno se o tem ne pogovarjam, ker sem rekel, da hočem imeti mirno glavo za te tekme, ampak verjetno do konca tega meseca bi že moglo biti znano. Verjetno bo počitka po koncu te reprezentančne akcije za vas ne bo? Ja, kot sem slišal, naj bi me gospod Božo poklical v reprezentanco in verjetno se bom le tega tudi udeležil. Če naredimo še kratko primerjavo, Božidar Maljković, Zmago Sagadin? Ja, primerjava je predvsem v tem, da imate oba dva ogromno izkušenj, dajeta na svete, ampak mislim, da je Zmago vsekakor veliko bolj strog, veliko bolj daje poudarka na mladih igralcih in mislim, da je to kot po starosti, po izkušnjah sta zelo primerljiva, ampak
Božta ne morem toliko ocenjevati, kajti z njim sem bil le 2 tedna, za zmagom pa sem bil 12 mesecev in samo hvaležen sem mu lahko za to, kar mi je dal.